Slovenska demokratska stranka s svojim delovanjem zagotavlja stabilnost, prepoznavnost in jasno usmeritev svoje politike. Zavezana je domoljubju, poleg tega pa naš narod uvršča v evropsko družino narodov. Delovanje v Evropski uniji ne zagovarja samo stališča uresničevanja zakonodaje in torej poslušnosti, ampak zagovarja aktivno sooblikovanje evropskih politik. Hkrati je s svojim delovanjem kot recimo glavna vladna stranka že dokazala, da je zavezana k sodelovanju, saj je takrat tudi opozicija sodelovala pri oblikovanju ukrepov, ki so bili ključni za razvoj Slovenije, in tako pot in tako delovanje obljublja tudi sedaj. Številne so stranke, ki obljubljajo delo na področju razvojnega preboja Slovenije. Vesela pa sem, da je SDS tista stranka, ki prepoznava pomen tako imenovanega trikotnika znanja, da se ta preboj sploh doseže. Na področju inovativnosti poudarja zaščito intelektualne lastnine. Potem drug vogal je izobraževanje, kjer poudarja neko prožnost univerzitetnega prostora glede na potrebe, hkrati pa tudi pravi, da bo oblikovala pogoje, ki bodo omogočili slovenskim možganom, da se vrnejo v domovino, hkrati pa bo to okolje tako prepoznavno, da bo tudi privabila tujce v Slovenijo. No, tretje področje pa je znanstveno-raziskovalno področje. Tu pravi stranka, da bo oblikovala razmere, ki bodo slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem nudili možnost svetovne konkurenčnosti. Glede na to, da je bilo to področje že vrsto let, vsaj nekje od leta 2011 dalje, res zanemarjeno in da smo po spodbudah v repu Evropske unije, moram reči, da na tem področju dejansko potrebujemo bistveno bolj aktivno politiko. Zato si želim, da SDS zmaga na teh volitvah in to, kar je obljubila, tudi uresniči.